Srečno pozdravljeni, evo, tipkamo in pišemo si tudi preko družabnega omrežja Facebook in tam smo imeli minuli teden tudi eno tako nagradno igro in sicer za Moldavit, za Zvezdni kamen. In moram reči, da smo prejeli ogromno vaših odgovorov, ogromno vaših pisanj, da ga že imate, kako ga uporabljate, kako vam je fino in fajn in zakaj vas je pravzaprav poklical. Kaj je bilo torej tistega, kar vas je vznemirilo, kar vas je enostavno pritegnilo. In dajmo pogledati, kdo je bila torej nagrajenka, kajti čas je tudi seveda, da nekoga to torej nagradimo. Vidite tukaj ogromno odgovorov. Ja, poglejmo, koga smo torej izbrali, to pa je takole, gospa Nastja, takole je napisala nedavno nazaj, da je zagledala v eni izmed naših objav, da ga je prvič takrat spoznala Moldavit, da jo je čist prevzel in takrat se je poglobila, raziskovala in si ga seveda zaželela in na koncu koncev seveda zdaj tudi dobila. Tako da iskrene čestitke. Vsekakor pa še vedno velja vabilo in sicer 8. decembra pripravljamo poseben večer hvaležnosti. Gre za brezplačni dogodek, ampak kljub temu predhodne prijave so obvezne. Kaj bomo počeli tam? Govorili bomo, poslušali bomo čudovito kristalno glasbo in pa seveda še marsikaj drugega. Tudi ena taka klepetova razprodaja se obeta 8.12. vseh takih in drugačnih izdelkov, tako da bo vsekakor prijetno, ampak, kakor sem rekla, morate se seveda tudi pripraviti. Nekje sem prebrala veliko stvari o glini. Že leta pravzaprav prebiram to in ugotavljam, kako zelo neverjetna je glina. Kako zelo zdravilna je glina, pa glinene obloge, pa maske in vse te ostale stvari. Izjemno veliko je tega. In potem sem dejansko pomislila, ok, se pravi, glina je super. Se pravi, moram iti do lončarjev. Kaj pa torej v prehrani? Vidim ogromno ljudi, da pade na neke vzorčke, lepe, takšne in drugačne dejansko, ki jih privlačijo in ki so lepi na pogled. Ampak ali je pomembno, ali je vseeno, iz česa jemo? Ali je to, ne vem, nek krožnik, ki ga najdemo nekaj znižanega za 90 centov, ki je narejen na Kitajskem? Ali pa mogoče neka glinena posoda? A je kakšna razlika v kvaliteti hrane? Vse to me je seveda zanimalo. In potem sem se obrnila na gospoda, ki mi je zaupal veliko o tem, pa sem ga kar povabila, da pride na en kofe oziroma na en čajček. Dober dan. Dober dan. Kako ste kaj? Ja, jaz čisto v redu. Edin pogrešam, mogoče, kot je vi rekel, moj med in klino. Trenutno. Ja, tako je, no. Naša glina je zelo žalosten posel. Žalosten posel? Ja, zato, ker je bolj malo denarja od nje. Ampak stvari se izboljšujejo, glih na podlagi teh raznih propagand in upam, da bomo uspeli, da glina in lončarstvo ne propadlo. Nekje sem namreč prebrala, ravno en stavek, ki je tudi name deloval, moram reči, da mi je bilo kar hudo, da je bilo včasih dejansko lončarstvo, kaj je pomenilo, da gre za eno izmed dejansko teh res najstarejših obrti na Slovenskem in da zdaj so v bistvu razlogi za obstoj samo še sentimentalni. In sem si mislila, pa kakšni sentimentalni razlogi za obstoj? Mislim, to je ena izmed najkvalitetnejših posod, recimo, če govorimo o glinenih izdelkih. Kakšni sentimentalni? To je edina prava odločitev za zdravje, če hočemo jesti kvalitetno. Se strinjate, kaj ne da? Ja, no, to vsekakor, da je v glini velika kvaliteta kuhanih, pečenih in pa potem zaužitih prehrambenih izdelkov. To je res nekaj boljšega, kot pa, naprimer, kaj vem, v kakšni posodi moderni. Nekje sem prebrala, da recimo kos gline lahko tudi tisočletja preživi. Ja, kos žgane gline lahko preživi milijone let. Namreč
v glini se piše zgodovina. In prvo žgano glino so dobili cirka 3000 let pred našim štetjem v Mezopotamiji in od tam se je ta tehnologija širila v Evropo in prišla tudi naprimer v Grčijo, Italijo, Španijo, Slovenijo in po celi Evropi. No, in najbolj znano okoli tega je, da je beseda glina pomeni, žgana glina pomeni v grščini, če prevedemo, keramika. Ker to pomeni žgana glina. No, in žgano glino delimo, to se pravi keramiko, delimo na 3 poglavja in to je recimo na gradbeno keramiko, dekorativno keramiko in pa prehrambeno keramiko. Danes bomo bolj o prehrambeni govorili, ne? Ja, danes bo v bistvu prehrambena, s katero se tudi ukvarjam in z njo pač delam za današnje potrebe. To prehrambeno keramiko pa lahko delimo ali lončarsko keramiko, lončarstvo, lahko delimo na recimo posode za shranjevanje živil, potem so posode za pripravo hrane, to se pravi kuhanje, pečenje, dozorevanje nekih živil. No in naslednja zadeva pa je, da rabimo pa posodo, s katero to popijemo in pojemo. A seveda. Tukaj bi se rada ustavila, eno amforo ste tudi, lahko greva kar pogledat, eno amforo ste sabo tudi pripeljal. Včasih zapisi pravijo, da to je bilo dejansko za shranjevanje živil. Ampak zakaj so shranjevali tukaj živil? Kaj, zaradi, ne vem, glodavcev pa to ali kako? Ne, to so shranjevali noter, recimo vse tele ladje, ki so potovali po celemu svetu, so imele amforo za to, da so noter shranjevali, to se pravi kislo zelje, vino, vodo, pšenico, moko, vse, kar so potrebovali za napotovanje. No in amfore so bile običajno špičaste, zakaj? Zato, da so jih noter v ladjah zasuli z mivko. Tam so dobivali tudi preko ladijskega podna pravo temperaturo preko vode in so živila ostala skozi enakomerno vlažna in pa so bila nekako konzervirana. Se pravi, se niso starale tu hitro? Ne, niso razpadale, so postala, so bila recimo uporabna dalj časa, če so bile ladje pod mesec, 2 meseca na odprtem morju, so mogli nekaj uživati in to so dobivali iz amfor. Zato so bile, za vsaka hrana imela svojo obliko amfore. In pač danes se jih načeloma ne uporablja. Razen za suhocvetje, ne? Ja, zelo slabo povedala. To se bi dala tukaj noter uporabljati, tukaj noter ostane dolgo časa sveža moka, potem ostane noter voda, hladna voda, to je poseben zadeva, namreč ko se navlaži amfora, kjer pije vodo, izhlapeva voda in odvzema okolici topel zrak in s tem ona hladi vodo. Tako so tudi imeli čase kamnite posode, v Preddejanskem gradu jih imajo še danes kamnite posode, preko katerih so imeli stalno hladno vodo, ker izhlapeva kamen, isto pije vodo in počasi izhlapeva in odvzema okolici toploto in s tem ostane hladno. Se pravi, doma imeti eno amforo, kjer lahko shranjuješ moko, žita in vse te zadeve, pa še eno za vodo, pa vino. Ja, predvsem za vino. Predvsem za vino. No, nekaj je, ena bi bila premalo, ker vsaka živilo potrebuje svojo. Razumem, razumem. Pa to moko potem daš noter kar z embalažo ali lahko kar usuješ? Ne, predvsem mora biti usuta. Usuta? Ja, zakaj? Ker v embalaži papir diha, je najbolj čist, ne, kakšna plastika dobi zatoho in
v bistvu začne propadati. Se pravi, usuješ pa je potem to. Ja. No, ampak vi ste pa danes nekaj tudi pripravo nam, ne? Zdaj, ko že greva tukaj so recimo potičnice, potica ima poseben status v Sloveniji, Ja, ne? to je, In absolutno. vi ste rekel, da tako potico lahko pa ješ 3-krat v življenju. Prvič, drugič pa nikoli več, ne? Ali kako? Prvič, zadnjič pa nikoli več, kaj je nekaj posebnega, ali kako? No, nekaj bom povedal, to potico pri nas doma jemo lahko, da rečemo, če jo pečem jaz sam. Je to tipična slovenska potica iz domačega materijala, moka je slovenska, sladkor je slovenska, tale bistvo pa je, da je to medena potica. Medena potica. Ja. Ampak dajva se ustaviti pri tem, recimo tole so keramične potičnice, ne? In tudi sicer... To so lončene. Lončene, se opravičujem, no, evo, lončene. Se pravi, kakšna je zdaj razlika, če ti narediš v tem ali pa tistem nekem, ne vem, kovinskem ali pa kam gor tavžent prevlek potem za proti sprejemanju pa take zadeve? Glejte, kovinska posoda za pečenje potice pa keramična oziroma glinasta imata eno veliko razliko. In to je tisto bistveno. Ta drži vlago in nas se veže vlago, ko noter testo shaja. Ko pa se peče, jo zadržuje in preprečuje, da bi se potica preveč širila in ostane do konca pečena sočna. Tako da skorja, ko jo primaš, ni steklasta, ampak je lepa, mehka in ni krhka preveč, lomljiva. To je bistvo. Pa še nekaj, vsi okusi noter ostanejo, nič ne gre ven, ne? In so res enkratno, ne. Ta potica medena je recept iz Škofje Loke prišel, to so ga mi čebelari povedali, in tukaj se uporablja kilo moke, kilo medu, kilo orehov. To je osnovni recept, vse ostale sestavine pa vsaka gospodina sama ve. Sama ve. Ja. Tako. Kaj pa recimo, kakšne take zadeve? Ok, jaz tukaj notri hranim oreščke, ampak sicer recimo za hrano, kakor je tukaj, tale rob zadnjič sem jedla zelje s fižolom, ne? Sem gotovila, da je ena fina stvar, ne? Da tak ne pade dol iz žlice, ne? No, a to je tipično, edinstveno na svetu, je slovenska skleda z robom. Okay. Ta rob je postal prilikom uporabe sklede, ker se je jedl z ene sklede na sredini mize in da nismo delali ceste, kot se temu reče, če pada dol od kaple, so izumili tale rob, na kateremu odrežemo hrano, obrišemo žlico in nesemo usta in imamo popolnoma čisto mizo. Pri nas v Tržiču imajo celo tekmovanje o najbolj kvalitetnim, kako se kvalitetno je. In tisti, ki ima najmanjšo, slabšo cesto, najmanj pack zmaga. A res? Ja, to so tako zvane tržiške božole. Aha. No, in v teh posodah se je enolončnice, vse. Noter se kisa mleko. No, danes se kisati mleko malo težko, to mora biti tako izpod krave, nič ohlajeno, potem se krasno skisa. Tazga jaz dobim na kmetih in tukaj noter kisamo lahko mleko. Hrana se torej drugače obnaša, kadar jo damo v takšne izdelke, se pravi, kadar jo objame. Ja, to je sigurno nek proces se noter dogaja, ki je malo drugačen kot pa v teh modernih kovinskih posodah. No, ta posoda je isto, zdaj trenutno noter hranite osnovo za potico, orehe, pa lešnike. Arašidi. No, arašid je tudi ene vrste lešnik. No, ta posoda je čudovita za uporabo, recimo, da se ven je naš ješpren, ričet, potem recimo gobova juha, potem vseeno lončnice, no, in to pride res okus enkrat, ne. Tako da to je to.
No, te lončki, ne, vidite, se shranjuje noter lahko čebulo. Čebulo? Ja, samo mora imeti tukaj luknjo za zračenje, ne. Aha. No, in to so čebulniki, tako zvani čebulniki, pol noter se daje krompir, se hrani, pri nas tudi imamo vse, tudi krompir noter. Krompir tudi date tako? Pokrov mora biti, da ne pozeleni. No, tudi čebula ima pokrov pod spodaj, ima luknje, zaradi tega, da se zrači, ne, in nima nobenega duha. Pa česen se shrani, no, potem so sladkornice, potem so solnice, to je bilo vse iz lunčevine včasih. Vse je bilo iz lunčevine? Ja, mi to vse delamo, ne, in tržimo. No, to je pač en vrček, s katerega gospodine uporabljajo, zjutraj ko kavo pijejo, da se lepo zalijejo z mlekom. No, tukaj delam sicer malo propagande. No. To vam pa povem, to je slovenska zadeva. Slovenska? Je tukaj gor napisan. A, tako. Se pravi, hrana se drugače obnaša in na kaj bi rekli, da vpliva na okus, na teksturo? Drugačen občutek je, to vsi vemo, ampak ne vemo, kaj je zdaj točno tisto, kar je zaradi česa je drugače. Saj ni važno, da vemo, važno je, da je dober, pa da je zdrav. No, bravo, evo, ne bom več, ne bom Druge več. razlage ni tukaj. Ne bom več, absolutno ne bom. Kaj zdaj to lepotico bova probala ali kako? Jaz sem jo spekel za pojesti, ne za gledati. No, to je pa tudi res. Sam še en nož najdem, pa bova potem tole kar zrihtala, pa se lahko zdaj kar usedeva, dokler bomo mi tukaj le nož najdeli, se že kar vsi veselimo te lepotice, da jo probamo, kako bo, glede na to, da zdaj bo pa sploh tale čas prišel, ko se bo pa potice veliko, veliko peklo, ne? Ja, no, ta čas se že pozna. Ampak pri vas, ko izdelujete vse te izdelke, je pa še nekaj posebej, ne? Vi nimate samo peč, ampak tudi na drva potem to zakurite. No, zdaj najnovejša pridobitev naše delavnice je, da žgemo, pa seveda jaz sem bolj gorenc, pa šparam z energijo, sem uvedel spet drva, ne. Drva. Drva so pa na današnjem času tiste, ki mi uporabljamo za stojn, to se pravi, žgemo, mislim, kurimo z starimi skeleti, to se pravi cimpri od hiš, ki jih drugi stran mečejo, pa se žigajo v naravi, jih mi lepo z veseljem pokurimo v tej peči in res je tudi glina že po prvem žganju, ima čist drug zven, drug uprijem in tudi druge lastnosti. Se pravi, govorimo tukaj, zdaj, če gremo bolj v te mistične, ne, po vašem vede, element zemlje in element ognja je tisti, ki je bistvenen, ki nam manjka v tem življenju, zdaj recimo v tem načinu in to je potem to. Ja, pa še nekaj, no, ko na drva žgeš, lahko dosežeš tudi razne svetlobne efekte, nek bolj žžgana glina, nek manj žžgana glina, no, kar je pa spet dekorativno zelo uspešno. Gospod Dobovšek, mi da se bo enkrat zmenila, da pridem še jaz k vam na obisk, ne samo vi k meni, prav, dogovorjeno, pa da vidim tole zadevo, da jo doživim, ker se mi zdi, da je res krasna stvar. Najlepša hvala za tale pogovor. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, še kakšna informacija, torej na www.klepet@kavi.si, tam boste našli zares zanimive informacije. Če pa ste zamudili kakšno oddajo, nič za to, kajti če greste na spletno stran, boste imeli tam tudi en klukec, glej oddaje, in tam boste našli vse minule oddaje, ki so se že zgodile, tako da namesto, da gledate en film, ki ste ga gledali že 10-krat, dajte si vzeti čas pa pogledati mogoče kakšno minulo oddajo, kakšen zanimiv pogovor in ne pozabiti vse te dobre ideje tudi širiti naprej. Čas je torej, da se začnemo povezovati in tudi idejo o tem, da v svojo kuhinjo nazaj upeljete vse te elemente, ki nam daje element zemlje in pa seveda tudi ognja, dajte to tudi širiti naprej. Dajte povedati sosedi, dajte povedati prijateljicam in dajte mi take bolj pametne pogovore, ne pa sam, ki je si kupila kakšno torbico. Naj vam bo svet lep.